Pustite me, vam pravim. Dokaži naj, ali pa mu razbije gobec. Kar sem dejal. Še polovin, če hočeš. Pustite ga! Pametno! Pomirite jih! Moje čisto izuma! Se krivo, daj ga prosto! Kaj se tukaj godi, možje? Pravi, da sem duh. Dokaže naj. Pove naj, kdaj sem komu v škodo obrnil jezik. Zakaj se pa šemiš in pri vsaki procesiji si poleg? Kdo se šemi? Kako se šemim? O kakšnih procesijah pa govoriš, a? Saj vsi vemo. Črna srajca prvi vojaški svetinji, pa košat šop na kati, pa kot general krona škodo. No, bodite vendar pametni možje. Saj ste možje in ne paglavci. Če se lahko pomenite povoško. Tiho! Vesjo cvetju, njega ni nazaj, njega ni nazaj. Fantič se nekoč sprehajal po zelenem gaju, hotel dekle zapeljati v nebeški raj. Milo prosim. V cerkvi ne smemo po slovensko. Bomo pa tu. Še mašo naj nam vzamejo, ki je latinska. Pustite, gospod župnik, recite, naj nehajo. Se mi uničijo, jutri bom na cesti. V cerkvi sem jim lahko prepovedal. Tukaj ne morem, tukaj je tvoja hiša. Franc. Franc, kaj uganjaš? Kako moreš trditi, da je Birtičova duh? Kdo pa je, če ni on? Je samo on v vasi? Je že kdo, ki ga danes ni tukaj? Nabrala sem mu preveč svežih novic, kdo bi jih sicer nesel tajniku v Lipo. Vse dni pazimo, kdo zahaja tja. Nekaj drži tja samo ena pot. Ko mora cesta prenevarna, lahko krene za Gričem. Že vem, kdo je. Nič ne veš. Žef Klinjon. Pa da tega nikomu ne poveš. To sem ti povedal samo zato, da ne boš natovceval drugih ljudi. No, obljubi. Tako me še ni nihče oblatil. Tega ne bom mirno prenašal. Nobene več ne bo zimil o tebi. Vanc je nepremišljen. Nekaj si pa tudi sam kriv. Kako? Kriv? Boš že uganil. Ljudje te sodijo po tem, s kom se družiš, ampak da se prav razumeva. Nisem rekel, da tega ali onega ne smeš. Pravim samo, da lahko nastanejo razna tolmačenja. Vedno sem mislil, da prav delam. Zaradi tega nisem nič slabši. Seveda ne, seveda ne. Nikomur nisem prizadejal niti najmanjše škode. Pa bi bil lahko. Kolikokrat so me vprašavali, a skozi moje usta ni prišla niti ena beseda. Niti ena. Irtič, ne hvali se s tem, da nisi komu prizadejal škode, ko bi jo lahko. Gospod, vi mislite, da sem slab človek? Ne. Spoštoval sem te in te še spoštujem, no. Zdaj pa lepo idi svojo pot, no. Lepo idi, lahko noč. Lahko noč. Večer. Večer. Si kostanj nabiral? Ne, kostanja ne nabiram. Malo sem se sprehodil. Po strmini?
Tam je za koze in pastirje. V Lipo je krajše po cesti, kot po stezi za gričem. Kdo pravi, da hodim v Lipe? Kaj si iskal zadnjič v kaplaniji, takrat, ko sva se srečala? Katina mi ni vedela nič pametnega povedati. Prišel sem zaradi neke listine. Prositi sem hotel za neko službo, pa sem se potem premislil. No prav, takrat zaradi neke listine. Kaj pa druge krati? Klinjon, rečem ti, ne hodi več v mojo hišo, razen po uradnih opravkih. In še tedaj ne, kadar me ni doma. Si slišal? Saj nisem gluh. Ne bo me več. Ne bojte se. Kaj je? Doma so naročili, da takoj pridi. Mati so slabi. Kdo? Zelo. Pojdimo. Mati, kako je, mati? Hudo trpite. Si česa želite, mati? Martinac, sveti oče, so naši sveti materi jezik odrezali. To ni pravično. To ni dobro. Mati, sveti oče niso vedeli. Nalagali so jih. Zvedeli bodo resnico in popravili zlo. Saj verjamem. Bog mi odpusti. Martinac. Kaj je, mati? Napravi križ. Mati. Martinac. Zdaj boš ostal sam po svetu. Mati, tudi jaz sem že v letih. Ne bom doživel vaše starosti, mati. Spet se bova videla. V nebesih se bomo lahko pogovarjali v vseh jezikih, tudi po slovensko. Tega nam tam ne bo nihče branil. Tam bomo vsi enaki. Mati, se spominjate, kako ste nam otrokom peli? Mati, 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 mati. Ali naj koga pokličem? Saj nisem bolan. Kdo pa pravi, da sem bolan? Če kdo vpraša po meni, reci, da počivam. Pa pokliči me. Ubil ga bom. Tega ne smeš. Prekletjova duhi. O, Bog, odpusti mu hude besede. Pa saj celo meni prihajajo na ustnice. Če bi me pustili pred nadškofa, bi mu rekla, vi niste naš pastir, vi ste izdajalec. Kri sem v vojni dal, a jezika ne dam. Obprestili smo sveto stolico in ji predočili vse grozljive posledice, pa je vse zavito v mrak in muk. Je res, da je tudi sveta cerkev soudeležena pri tem? Mnogoteri znaki govorijo za to. Toda duhovnikova volja je podvržena škofovi in duhovnik mora ubogati. Če ti ukažejo zažgati cerkev ali bo zažgal, to pa je huje. To pa je 100-krat huje. Naprej. O, Birtič, kaj je? Sreča. Po vas gredo.
Po mene? Kdo? Odpeljati vas nameravajo. Spodaj na cesti čaka avto. In zdaj po noči? Zaradi ljudi ne marajo delati šuma. Čakajo, da pospi vas. Kje si to zvedel? Izvedel sem pač. Pa nikar nikomor ne omenite, da sem bil jaz. Najbolje, da pobegnete. Ne, nikamor ne pojdem. Tu sem in tu ostanem. Nikar te, gospod. Za zdaj se skrite. Ko se vse poleže, se boste vrnili. Prav, Birtič. Hvala. Pojdem. Lahko noč, Birtič. Lahko noč. Da, pojdem. Ne bom se potikal po samotah kot cucek. Boril se bom. Do Načkova pojdem. Uvidem. Če mi on ne bo pomagal, potem se me usmili Bog. Sedite. Kaj bi radi povedali? Pripravljeni smo vas poslušati. V vaše zavetje sem pribežal, Preuzvišenost. Ničesar nisem zagrešil. Delal sem po vesti in ne morem si nič očitati. To, da nočem biti sam sebi sodnik. Naj presodi vaša Preuzvišenost. Če sem kaj zagrešil, izročite me pravici. Zgodilo se je brez moje vednosti. Takoj sem ukrenil vse, da se preganjanje ustavi. Toda pričakujem od vas, da ne boste več dajali povoda za take ukrepe. To sem moral obljubiti v vašem imenu. Nobenih uporov več. Drugič bi vam ne mogel več pomagati. Naj to tako razumem, da ostanejo odredbe, ki jih je izdala politična oblast, v veljavi? Tako je. Ne morem razumeti, da je mogla pasti odločitev proti volji vernikov in v sramoto cerkve. Sedite, prosim, sedite. Tako je, kakor mi je to težko priznati. To ni moja volja. To ni volja cerkve. Nimamo sredstev, da bi se mogli uspešno bojevati proti sili. In ostane to za zmeraj, za večno. Nič ni večnega na tem svetu. Ampak saj ni mogoče, sveti oče tega ne vedo. Če bi sveti oče vedeli, ne bi dovolili, ne bi mogli dovoliti. Sveti oče so o vsem poučeni. Sveti oče so storili, kar je bilo v njihovi moči. To je vse. Sedite. In niso nič drugega sporočili sveti oče? Da jih to navdaja z bolečino, a da nimajo proti sili drugega orožja, kakor molitev in prepričevanje. Saj tudi mi molimo. Vsak dan po vseh hišah molimo s trdnim zaupanjem v pomoč cerkve. Verjemite mi, Preuzvišenost, da me je groza, če pomislim, da bom moral stopiti na prižnico. Kaj naj porečem svojim vernikom? Bojim se besed, ki jih bo čulo moje uho. Kaj govorijo ljudje? Ljudje ne bodo iskali in verjeli unanim okoliščinam. Sodili in obsodili bodo dejstvo. In sodba bo težka, Preuzvišenost. Potrudili se bomo in v posameznih primerih omilili vaš položaj. Zdi se mi, Preuzvišenost, da niste vsega storili, kar je v vaši moči. Previdnost nas uči, da ne smemo iti predaleč. Zgodovina nas uči drugače.
Bismarck je dal zapreti škofa Lihnovskega, ker se je boril za jezikovne pravice Poljakov. Papež mu je v ječo poslal kardinalski klobuk. To se je zgodilo v čisto drugačnih okoliščinah. Ne, drugačni so bili tedaj možje, ki so vodili sveto cerkev. Don Čedermac, preveč se spozabljate. Odpustite. Zaneslo me je. Toda verjemite preuzvišenost, verjemite, da bo edino sveta cerkev trpela zaradi tega škoda. Moji tovariši in jaz smo storili vse, kar je bilo v naši moči. Še več, mi si ne moremo kaj učitati. Toda vi, preuzvišenost, kako se boste opravičili, ko boste stali pred Božjo sodbo? Vsak po svoje. Bog nam bo sodnik. Zdaj pojdite. Gospod z vami.